Jaz tole že poslušam več kot 15 minut in ta razprava se meni zdi otrobi za slovensko prihodnost. Mi se zdaj že 15 minut s tem ukvarjamo, ali bo Marjan Šarec imel kakšen program, ali ga ne bo imel, kakšne kandidate bo imel. To je njegova stvar. In on se ne samo odloči, kako bo delal in volivci se bojo o njem izrekli. Jaz bi rad, da če nas imate v tem studiu, da nas prisilite v to, da začnemo govoriti o slovenski prihodnosti. Pa povejte, smo v dobrem stanju, kje smo? Nismo v dobrem stanju. Jaz sem povedal, da imamo 3 ključne izzive, s katero se politika ne ukvarja. Ukvarja se v parlamentu ogromno z otrobi, ne pa z prihodnostjo. Naprimer, konkretna stvar. Javni dolg je visok. Ko smo vstopili v tisto prejšnjo krizo, je bil 22% BDP-ja. Danes je preko 70%. Se pravi, mi nimamo več manevrskega prostora, če pride naslednja kriza. Druga stvar. Staranje prebivalstva, kdo se to ukvarja? V naslednjih 10 letih se bo 100 000 ljudi dodatno upokojilo, to bo izjemen pritisk na pokojninsko blagajno, na zdravstveno blagajno. S takšnimi stvarmi bi se morali ukvarjati, ne pa s tem, ali bo Marjan Šarec imel ministrske kandidate, pa kakšne kandidate, pa kakšen program bo imel. Ne sprašujemo zato, ker seveda mu ankete ne povedujejo zmago, zato ga sprašujemo. Vem, ampak recimo mi celo oddajo zapravimo zato, da se ukvarjamo z njim, namesto da bi se ukvarjali z vizijo Slovenije. To je moja pripomba.